V tem primeru so bili upoštevani dodatni dokazi, za katere pričakujemo, da bodo predstavljeni na sojenju. Ne bom šel v podrobnosti teh dodatnih dokazov, povedal bom le, da smo na tej predhodni obravnavi predstavili pomemben, a majhen del naših dokazov. In to bo ključno, ker je obramba izpostavila nekaj verjetno pomembnih vrzeli v primeru tožilstva proti pevcu Davidu zaradi domnevnega umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Torej, kar želimo storiti, je govoriti o tem, katere so te vrzeli in kaj lahko stori tožilstvo. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Tukaj želim nekaj narediti. Želim narediti nekaj zelo specifičnega, ko gre za Davida Anthonyja Burka, pevca. Sooča se z obtožbo za umor prve stopnje, neprekinjeno spolno zlorabo mladoletne osebe in nezakonito pohabljanje človeških ostankov v povezavi z smrtjo 14-letne Celeste Rivas Hernandez. Mimogrede, to moram res hitro povedati. Veste, že nekaj časa spremljamo ta primer. Če vas zanima ogled dokumentov in želite dobiti popoln, celovit vpogled v to vse, kar imamo, pojdite na aplikacijo Law and Crime Plus, ker imamo razdelek z dosjeji za vse velike primere, ki jih spremljamo. Imamo enega za Davida. Torej, preverite. Tam je veliko informacij, ki jih pogosto omenimo tukaj v oddaji Sidebar. Če pa želite vse prebrati in si ogledati sami, vse je tam. Želim si ogledati morebitne luknje v primeru tožilstva, morebitne vrzeli. In razlog, zakaj to počnemo, je, ker smo pravkar zaključili s predhodno obravnavo. In to nam je dalo vpogled v nekatere stvari. In čeprav je sodnik res odločil, da je dovolj dokazal, da primer napreduje naprej. Vemo, da tožilstvu na predhodni obravnavi ni treba predstaviti vsega, kar imajo. In mimogrede, okrožni tožilec Nathan Hochman je povedal: kar je bila naša pisarna predstavila v zadnjem tednu, je majhen, a nazoren del dokazov, ki so jih preiskovalci izbrali in ki dokazujejo, da je obtoženec Burke kriv. Onkraj razumnega dvoma za brutalni umor Celeste Rivas Hernandez. In B, prag je na predhodni obravnavi tako nizek, kaj ne? Le zadosten razlog moraš pokazati, da nekoga zadržijo za sojenje. Povsem drugače je, ko moraš poroto prepričati onkraj razumnega dvoma. Če to upoštevamo, razumem, da tožilstvo ni predstavilo vsega. Ni jim treba. Ampak ostajajo nekatera vprašanja. V tožilski zadevi so morebitne vrzeli, na katere je opozorila obramba ali jih izpostavila v svojih argumentih. In tožilstvo bo morda moralo na vse to odgovoriti na sojenju. Zdaj, pravzaprav sem veliko teh vprašanj izpostavil, ko sem intervjuval okrožnega tožilca Nathana Hochmana v svoji oddaji na News Nation Jesse Weber Live pred nekaj večeri. In rekel mi je, da bo njegova ekipa imela dokaze, s katerimi bo vse to naslovila. Da bo to, kot je dejal, močan primer na podlagi posrednih dokazov. Ampak kakšne so te morebitne vrzeli? Kakšne so te morebitne slabosti v primeru tožilstva, ki jih je obramba že poskušala raziskati ali izkoristiti? To je tisto, v kar se želim poglobiti. Naj bom zelo jasen glede nečesa. Da, David Anthony Burke, David, on je nedolžen, dokler ni dokazana krivda. In še preden se lotim vseh morebitnih vrzeli, tožilstvo je že predstavilo nekaj, lahko bi rekli, prepričljivih dokazov na tej predhodni obravnavi. Mislim, ko gre za obtožbo o neprekinjeni spolni zlorabi, ima po mojem pravnem mnenju tožilstvo veliko. Če poskušajo dokazati, da je David imel nezakonito spolno razmerje z mladoletnico v določenem obdobju, ko je bil detektiv LAPD Corey Farrell na priči, pregledal je vse te domnevno spolno eksplicitne fotografije, domnevno na Davidovem telefonu. Ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak v bistvu trdili so, da so to bile slike pevca, ki se je spolno udejstvoval s Celeste. Gole fotografije, sporočila o plan B, nosečnosti in splavu, spolni položaj, razmerje, nujna kontracepcija. In Farrell pravi, da so se ti pogovori s spolnimi namigi začeli že novembra 2023 in so se nadaljevali do marca 2025. Da vam dam primer, o čem govorim, je Davidov telefon v nekem trenutku domnevno poslal sporočilo. Ker veste, ne morem z gotovostjo trditi, da je to rekel David, kaj ne? To je Davidov telefon. Morda bi obramba namigovala, da ga je uporabljal nekdo drug. Morda bi bilo težko to zagovarjati. Davidov telefon naj bi poslal sporočilo na Celestin telefon in to je v bistvu sporočilo, v katerem sprašuje, ali je njegov. Torej bi v bistvu trdili, da govorite o dojenčku. Celestin telefon odgovori: seveda je tvoj, David. In da bo jasno, kakšna bi lahko bila obramba, to je prišlo na dan med predhodno obravnavo, kjer je namestnica okrožne državne tožilke Beth Silverman, tožilka v tem primeru, poudarila, da tudi če bi Celeste lagala Davidu o svojih letih,
To ne igra nobene vloge. To ga ne oprosti kazenske odgovornosti. To je še vedno spolna zloraba otroka. Zdaj, povem vam, nisem videl nobene sodne prakse, ki bi to ovrgla, ampak sem prepričan, da bo obramba to raziskala. Bomo videli. Zdaj, glede domnevne obtožbe razkosanja, nezakonitega pohabljanja človeških posmrtnih ostankov, so detektivi pričali o teh verižnih žagah, sistemu za brisanje, vrečah za trupla, modrem napihljivem bazenu. Vse to naj bi bilo domnevno naročeno na Davidov dom pod lažnim imenom, v dneh po prijavljeni smrti Celeste. Kako je strokovnjak za DNK pričal, da so bili dokazi iz očitnih krvnih madežev v garaži doma skladni z ujemanjem DNK Celeste. Da je forenzični strokovnjak pričal o preprogah pri Davidu, ki so imele linearne reze in madeže, pri katerih so testi pokazali možno prisotnost krvi. Dokazi o domnevni vreči za smeti z robčki z madeži, domnevni rezi na tem modrem napihljivem bazenu. Kako naj bi bili modri plastični delci, najdeni v Celestinih ostankih, domnevno skladni z napihljivim bazenom, ki naj bi ga David naročil in ki so ga našli pri Davidu. Da naj bi bilo v Davidovi Tesli, kjer so našli Celestine ostanke, 11 osvežilcev zraka. Kako so testi odkrili možne sledi krvi v avtomobilu? Sellerman predlaga, da bi kri lahko iztekla iz parkirane Tesle, prepojila gumijaste preproge in dosegla opeke pod njimi. In kaj pa pričanje, da naj bi takoj po tem domnevnem umoru, v noči s 23. na jutro 24. digitalni podatki naj bi kazali, da se je Tesla peljala v Santa Barbaro, da naj bi bila Celestina. Potni list v obliki kartice, najdena v okrožju Santa Barbara. Vse to povem zato, ker ima tožilstvo v tem primeru zagotovo dokaze, ki bodo izzvali obrambo. Vendar to ne odzame osrednje točke te epizode. Želim si ogledati morebitne težave, morebitne vrzeli, morebitne luknje v primeru tožilstva. Torej, to moram najprej povedati. Prva vrzel zame je obtožba umora. Trenutno zagotovo ne vemo, kaj se je zgodilo v tisti hiši. Kaj je prišlo na dan? Detektiv Farrell potrjuje, da ni bilo nobenega nadzornega posnetka Celeste ali Davida v rezidenci tisto noč. Prav tako ni bilo prič, ki bi videle Celeste, kako vstopa v tisto hišo na Doheny Place. In čeprav tožilstvo trdi, da je David tisto noč naročil Uber, da bi Celeste odpeljal k njemu, naj bi o tem potekala tudi izmenjava sporočil, vključno s sporočili o naslovu, prihodu Uberja, odklenjenih vratih na vhodu. Očitno voznik Uberja ni mogel z gotovostjo potrditi, da je Celeste odložil pri tej hiši. Detektiv Farrell je pričal, da nihče ni videl Celeste, kako bi tisto noč izstopila iz Uberja. Do zdaj nihče ni pričal, da bi videl umor ali gledal, kako je Celeste umrla. V zvezi s tistim približno 20-minutnim obdobjem, tistim nočnim časovnim oknom, ko tožilci verjamejo, da je bila Celeste umorjena po domnevnem prihodu k Davidu, ni bil poklican noben priča. Kaj lahko zdaj stori tožilstvo? Lahko bi združili izmenjavo SMS sporočil med Celeste in Davidom s podatki o lokaciji na telefonu. Potencialno to povežejo z nakupom predmetov pri Davidu kasneje, oziroma domnevno pri Davidu kasneje. In uporabijo trditev, da na telefonu Celeste ni več aktivnosti, da določijo časovni okvir, kdaj naj bi prispela in kdaj naj bi bila ubita. Tako so sploh prišli do tega 20-minutnega okna. In ja, primere je mogoče sprožiti in v njih tudi uspeti zgolj na podlagi posrednih dokazov. Oba veva to. Vedno ne potrebuješ neposrednih dokazov, kot so posnetki nadzornih kamer ali očividci, ampak tukaj govorimo o morebitnih vrzelih. In to nas pripelje do še ene pomembne točke. Če predpostavimo, da je šla v hišo, kaj se je zgodilo? Kako veš, da je šlo za umor prve stopnje s posebnimi okoliščinami? Niti detektiv Farrell, niti namestnik mrliškega oglednika nista mogla natančno povedati, kaj se je zgodilo. In to je še bolj zapleteno, zaradi dejstva, da morilskega orožja niso nikoli našli. Da vam dam predstavo, kaj mislim. Poglejte na vzkrižno zaslišanje dr. Granta Hoya, tega namestnika mrliškega oglednika, ki sem ga omenil. To je bilo, ko ga je zasliševala obramba, ker je obramba vprašala, ali napredovalo razkrajanje, ki jo imamo v tem primeru, lahko vpliva na natančnost rezultatov testiranja drog v toksikoloških preiskavah. Priča je odgovorila, da je to mogoče. Obramba je vprašala, ali je koristno vedeti, ali ima oseba zgodovino duševnih bolezni, ali je samomorilna, ali je redni uživalec drog, medtem ko pripravljaš poročilo o obdukciji. Priča je odgovorila, da je to mogoče. Zdravnik Ho očitno ni govoril s sorodniki o teh značilnostih ali morebitnih značilnostih. In obramba, kolikor smo lahko videli, je pri navzkrižnem zaslišanju namigovala, ali je mogoče, da si je Celeste sama zadala rane z nožem, da si je sama kaj storila. Veste,
Odvetnica obrambe Marilyn Benarski je dosegla, da je dr. Hall potrdil, da ne more izključiti, da sta bili dve prodorni rani, za kateri je trdila, da sta bili vzrok smrti, sta se zgodili v razmiku nekaj sekund. Citiram: "Ne morete ugotoviti, ali je gospa Hernandez držala nož, ki je povzročil ti dve rani. Drži? Drži. Tega ne morete izključiti, kaj ne? Torej, je to nekaj, kar je treba upoštevati, vendar bi pričakovali, da bi našli oklevne zareze." Na to so ga vprašali, ali je pošteno reči, da ne pozna okoliščin, v katerih so te rane nastale, in je odgovoril: "Drži. Seveda, če predpostavimo, da gre za nož, kaj ne? Nimamo morilskega orožja. To pušča prostor za razumen dvom. To pušča prostor, da obramba raziskuje. In predstavljati si moramo, da bi lahko obramba pripeljala svojega lastnega patologa, ki bi pričal o morda drugačnem vzroku smrti, namesto večkratnih ubodnih ran, ali celo o drugačnem načinu smrti, ne pa o smrti zaradi dejanja druge osebe. Zdaj, odkud in ta ideja, da ne bi si to storila sama? No, slišali ste tista vprašanja o duševnem zdravju, kaj ne? Poročali so, da je obrambni odvetnik vprašal detektiva Farrella, ali je imela Celeste zgodovino družinskega nasilja in ali so obstajala sporočila, ki bi se nanašala na domnevne težave z duševnim zdravjem pri Celeste. In čeprav sodnik v tej fazi postopka ni dovolil predstavitve teh dokazov, je mogoče, da bi to lahko prišlo na dan na sojenju. Vendar, če to povežete s sporočili ali domnevnimi sporočili SMS od 22. do 23. aprila 2025. Spet, tu je časovno obdobje, o katerem govorimo. Ključni trenutek, ko naj bi bila Celeste domnevno ubita. Ta sporočila je obramba izpostavila med navzkrižnim zaslišanjem Farrella. Po njihovem mnenju kažejo, da je Celeste zahtevala, da vidi Davida, preden je odpotoval v tujino, da ga je prosila, naj se srečata osebno. On pa ji je rekel ne. To bi ovrglo zgodbo, da naj bi jo zvabil na posestvo, da bi jo ubil. In potem je detektiv Farrell očitno potrdil, da David reče v redu in se strinja, da se sreča s Celeste 23. aprila 2025. In potem, ko mu pošlje to sporočilo, nehaj s tem sranjem. Danes te bom videla. Zdaj Blair Burke, Davidov odvetnik, prebere to domnevno grozeče sporočilo od Celeste, ki je bilo poslano 22. aprila, v katerem naj bi Davidu grozila, da mu bo uničila kariero. In njenemu očetu povedala, citiram: "Toliko laži o njem, da mu bo uničila življenje." Citiram: "Svojemu očetu bom povedala toliko prekleto laži o tebi, prisežem, uničila ti bom kariero in te ubila. Poškodovala bom vse, kar imaš." To naj bi poslala 22. aprila. Zdaj je Burke očitno prebral tudi sporočilo od Celeste, v katerem je izrecno grozila, da bo podala anonimne obtožbe in, citiram, "razkrila vse, kar imam o tebi." In to naj bi se nanašalo na to, ali bo David objavil na družbenih omrežjih Asia Collins slike, na katerih sta skupaj. Zdelo se je, da se je namigovalo, da je bila ljubosumna na to osebo. Asia Collins je nekdo, o komer smo že govorili. Očitno je v Davidovem krogu. In Celeste je očitno povedala Davidu, da ima njegove kontaktne podatke, številko njegove matere in mu grozila, da bo vse te informacije razkrila. Potem pa imaš še sporočila, kot je to, kjer naj bi Celeste avgusta 2024 pisala Davidu: "Mar mi je zate, zaradi tebe sem ubila svojega otroka. Ne maram govoriti o tem, ker me to zelo vznemiri, ampak naredila bi vse, da bi ga dobila nazaj." Zakaj je to pomembno? Zakaj je vse to pomembno? No, tukaj je bistvo. Da tožilstvo lahko pokaže na takšna sporočila in reče: "Ja, grozila mu je, da ga bo razkrinkala in uničila njegovo kariero. Imel je motiv, da jo ubije. Da bi zaščitil svojo kariero, jo je zvabil k sebi in jo ubil." Na vsezadnje tožilci pravijo, da je njegov debitanski album Withered, to je bil del 19-milijonske pogodbe z Interscope Records. Ta album naj bi izšel le nekaj dni kasneje, 25. aprila. To se nanaša na očitke glede posebnih okoliščin, del obtožbe za umor, kaj ne? To bi lahko vodilo do hujših kazni, morda celo do smrtne kazni, umor zaradi finančne koristi, umor priče, umor iz zasede, posebne okoliščine, kaj ne? Ampak obramba bi lahko tudi trdila, da je bila ona tista, ki je to začela. Da je prosila, da pride k njemu, da je postala histerična, da je postala nestanovitna, da je imela duševne težave in da si je tisto noč sama nekaj naredila. Da je morda napadla Davida, da se je morda branil v samoobrambi. Ali ga je napadla? Ali mu je grozila? Bo pričal in to trdil? Je šlo za umor v afektu, kaj ne? Je to uboj iz afekta, v navalu strasti, ne pa vnaprej načrtovan umor. Ali obstaja prostor za razumen dvom? Ker trenutno nimamo več informacij o tem, kaj se je točno zgodilo v tistem 20-minutnem obdobju domnevno za zaprtimi vrati med Celeste in Davidom, ko je ona domnevno prispela v hišo in ko je David obtožen, da je poslal alibi sporočilo, kaj ne? Pravijo, da približno 20 minut po njenem prihodu on pošlje alibi sporočilo in vpraša, kje je bila. Tukaj je vrzel, tu je nekaj manevrskega prostora. In nekaj moram tukaj izpostaviti. Če se spomnite, v eni od tožilčevih vlog trdili so, da je David stal zraven, medtem ko je Celeste izkrvavela. Kako to vedo? Kako bodo to dokazali? Ni bilo tako, da bi poklicali očividca, ki bi to videl. Ni bilo tako, da bi imeli posnetke nadzorne kamere, ki bi to dokazali. Vsaj za zdaj ne. Kako lahko to trdijo? Kako lahko trdijo, da je šlo za umor prve stopnje z vsemi temi posebnimi okoliščinami? Pravzaprav naj izpostavim še nekaj iz obrambe med zaslišanjem namestnika sodnega zdravnika, ker ko pomislite na stopnjo razkroja in razkosanja,
That je problem. Dr. Ho je pričal, da je pripravljen reči, da je bila mrtva več tednov, ker so tedni in meseci, vendar ni mogel reči, da je bila mrtva več mesecev, ker ni mesecev in tednov. Vem, da je to nekoliko tehnično, ampak z drugimi besedami, imate pričo, ki ne more z gotovostjo povedati, kako dolgo je bila Celeste mrtva, preden so našli njene posmrtne ostanke. Torej, ne more natančno določiti datuma njene smrti kot 23. april 2025 na podlagi obdukcije. In če lahko obramba prepriča poroto, da je bila živa po 23. aprilu. Tu bo zelo pomembno. Zdaj, kam mislim, da bo tožilstvo šlo s tem? Kaj mislim, da bo tožilstvo naredilo, da se na vse to odzove? Tukaj je, kaj mislim. In mimogrede, to temelji tudi na mojem pogovoru z okrožnim tožilcem Nathanom Hochmanom v moji oddaji na News Nation. Mislim, da sem med vrsticami razbral, kaj je povedal. Predvidevam, da bi tožilstvo trdilo: porota, ali res pričakujete, da boste verjeli, da se Celeste sama povabi na obisk, si vzame življenje, David pa tako hitro pomisli, da že nekaj minut kasneje pošlje alibi sporočilo. Ne pomisli, da bi poklical reševalce ali policijo in jim povedal, kaj je pravkar videl, kaj se je pravkar zgodilo. Porota, ali res pričakujete, da boste verjeli, da se je ukvarjal s svojimi opravki, ko ga je Celeste nasilno napadla, jo ubije v samo obrambi in nato mirno pošlje alibi sporočilo. Tako hitro razmišlja, nato pa naj bi domnevno kupil vse potrebščine, da bi domnevno razkosal njeno telo. Trdili bodo, da to nima smisla. Trdili bodo, da je imel načrt v mislih, da jo je hotel ubiti, da jo je res umoril, da je res poskušal to prikriti. Naj poudarim nekaj stvari, ki so prišle na dan na predhodni obravnavi, ker tožilci trdijo, da ob 10:31, torej tisto noč, ko ona pride k njemu, tisto noč, za katero trdijo, da jo je ubil, pošlje to alibi sporočilo. Uber je rekel: tukaj si. Kje si, prav? Živijo. Brat, vsa ta sporočila. In detektiv Ferrell je pričal, da so se sporočila od Davida do Celeste nadaljevala tisto noč, da je bilo okoli ducata sporočil od Davida do Celeste po njenem prihodu z Uberjem, po njenem prihodu v hišo. To je obtožba. Spet, vse naj bi bilo o tem, da je bil David domnevno zmeden zaradi njene tišine. In Ferrell je pričal, da po njenem prihodu ni bilo več nobene aktivnosti s Celestinega telefona. Zakaj? Obtožba je, da zato, ker je mrtva. In Ferrell je pričal, da je Davidova Tesla, telefon, zapustila rezidenco v Hollywood Hills okoli 23:30, da bi opravila te domnevne izlete v Santa Barbaro, kaj ne? Ferrell pravi, da je bilo zadnje sporočilo obtoženca Celesti na njen telefon 26. aprila 2025. Torej, to je bilo dan po izidu njegovega albuma Withers. Torej, imate dve stvari, kaj ne? Ni več aktivnosti s Celestinega telefona. David ji nikoli več ne piše. Oni bi trdili, da je sumljivo. Rekli bi, da res nima nič s tem in da je preprosto nikoli več ne kontaktira. Ali pa je nikoli več ne kontaktira zato, ker jo je ubil, ker ve, kaj se je zgodilo. Tožilstvo bo verjetno reklo, da vam ni treba natančno pokazati, kaj se je zgodilo v tej hiši. To je očitno. To je primer z močnimi posrednimi dokazi. In oba veva, kolikokrat sva tukaj v oddaji Sidebar obravnavala primere, kjer je tožilstvo zmagalo na podlagi posrednih dokazov. Ampak spet, tu so sporne vrzeli, ki bi jih obramba izkoristila. Vprašati se moraš, ali bo tožilstvo vse to naslovilo? Ali obstaja priča, ki bo pričala o tem, kaj je videla, kaj je slišala, kaj je morda povedal David? Morda? In če nadaljujemo najin pogovor o morebitnih vrzelih, mislim, poleg tega, da ni domnevnega morilskega orožja, kaj naj bi David domnevno uporabil za razkosanje Celeste? Ker tožilci trdijo, da je David naročil 3 motorne žage na ta naslov, vendar na 2, ki so jih našli v garaži v tej hiši, niso našli krvi ali DNK. Enako velja za električno žago, ki so jo našli. Pričanje je nakazovalo, da je forenzični strokovnjak domneval, da če bi bile rezile uporabljene za razkosanje človeka, jih ne bi bilo mogoče očistiti do te mere, da bi testiranje dalo negativen rezultat. In kar bom poudaril glede tega je, da je namestnik sodnega zdravnika, dr. Ho, pričal, da je določeno razkosanje lahko skladno z rezi motorne žage. Kje je torej neskladje? Ena od stvari, o katerih so tožilci govorili, je bila ta tretja manjkajoča motorna žaga. Predstavili so slike izdelka te 10-palčne motorne žage znamke Makita, očitno iz trgovine Home Depot, očitno dostavljeno preko Postmates. Toda detektivi so potrdili, da motorne žage ni bilo na kraju dogodka. Kolikor lahko ugotovimo, je nimajo. Mislim, ali je to ta? Je to tista, ki naj bi jo domnevno uporabil za razkosanje Celeste? Ker če nimaš orodja, je to vrzel. Zasebnega preiskovalca Steva Fisherja sem o tem vprašal po predhodni obravnavi. Pravzaprav je bil na tej predhodni obravnavi nekaj časa prisoten. Primer je spremljal že od samega začetka. Tukaj je, kaj je povedal o motorni žagi. No, izvedenec sodne medicine je rekel, da ste zaradi stopnje razkroja
ne morejo z gotovostjo reči, kako dolga je bila rezila ali kakšno ostro orodje je bilo uporabljeno ali kaj podobnega. In poslušajte, mislim, da vsi domnevajo, da je bila verjetno nož, ampak vmes je minilo veliko časa, tako da mi je res neverjetno, da so bili v tisti garaži še kakšni dokazi, kot je na primer luža ali kaj podobnega. Mislim, kakšna neumnost, kaj ne, če poskušaš to prikriti. In Dermena se sprašuje, ali je morda vedel, da ga bodo ujeli in je samo čakal. Kar to je bilo. Ali misliš, da je manjkajoča motorna žaga ključ? Ja, mislim, da je tista motorna žaga morda v Santa Barbari. Veš, mislim, na drugem ali tretjem potovanju mislim, da bi lahko bil. Veš, če pogledaš tisto drugo potovanje, trdijo, da se je to zgodilo okoli 5. maja, okoli 5 de Mayo. In 8. maja mislim, da je šel še enkrat tja gor. In zaradi tega se sprašujem, ali je bilo to zato, da bi se znebil stvari blizu tistega jezera ali nekaj takega, ampak tega ne vem zagotovo. Samo mislim, da bi to lahko bil razlog, da je bila osebna izkaznica na koncu najdena tudi tam zgoraj, kot nekakšno mesto za odlaganje. Ampak zakaj je izbral to, kako je sploh vedel za tisti kraj, to mi ne gre iz glave. Bil sem tam, je odročno. To je samo cesta, ki res pelje skozi tisto območje. Ceste, ki se odcepijo od nje, nekatere vodijo do tabora tabornikov in podobno, ampak to niso pogosto uporabljene ceste. Zato ne vem, kako je sploh vedel za ta kraj sredi noči. In vprašal sem tožilca Nathana Hachmana tudi glede pogrešane motorne žage. In ker je to še odprt primer, mi o tem res ni želel veliko povedati. Ampak moje osebno mnenje je, če bi imeli motorno žago, ali je ne bi predstavili že na predhodni obravnavi, kaj ne? Če bi jo imeli in bi lahko dokazali, da je bila uporabljena pri razkosanju, bi jo zagotovo predstavili. Še posebej, če bi našli motorno žago v Santa Barbari, kamor naj bi šel David. In morda bi lahko kaj našli do začetka sojenja. Morda bi lahko našli to domnevno morilsko orožje. Morda bi lahko našli motorno žago. Ne vem. Ampak, ko govorite o vrzelih, veste, nismo slišali nobene priče, nobene očividke, ki bi dokončno rekla, da je bil David tisti, ki je vozil avto v Santa Barbaro. Bi lahko kdo drug uporabljal njegov telefon? Bi lahko kdo drug uporabljal njegov avto? Veste, mislim, da je še ena vrzel prav pomanjkanje prič, ki bi povedale, kaj so videle in slišale. Vračam se k vlogi tožilstva. Tožilci trdijo, da je David lagal prijateljem in znancem o domnevnem vonju po razkroju v svojem domu na svojem bivališču. Ampak ne spomnim se, da bi kdo o tem pričal. Nismo videli Azije Collins. Nismo videli, da bi Neil Langston pričal, domnevni prijatelji, znanci Davida. Mislim, če se vrnemo na 4. julij 2025. Po poročanju TMZ-ja je bil v živo prenos, ki naj bi prikazoval Davida, kako svojim prijateljem govori Neilu Langstonu in Uskani o tem vonju v njegovi hiši, kjer se je opravičil za vonj v svoji kopalnici in trdil, da je šel na stranišče 2 uri prej. Ali bo to tožilstvo predstavilo kot dokaz, da laže o tem, kaj je bil ta vonj? Torej, zame je vrzel v tem, o čem bi sploh pričali. Če se spomnite, Neil naj bi bil aretiran, ker se ni pojavil kot priča in so ga očitno pripeljali nazaj v Los Angeles, da bi pričal pred veliko poroto. Vemo, da so poskušali tudi družinske člane Davida pozvati na sodišče kot priče. Nič od tega se ni zgodilo na tej predhodni obravnavi. Vrzel. O čem bi sploh pričali? Bi pričali o domnevnem nezakonitem spolnem razmerju med Davidom in Celeste? Bi pričali o Tesli? Ne vem. Ampak spet, tožilstvo ni dolžno na predhodni obravnavi predstaviti vsega, kar ima. Spomnite se, Hachman je rekel, da je to le majhen del dokazov. In ko pomislite, o čem bi lahko pričali tisti v njegovi bližini, v Davidovem krogu, je ena od morebitnih pomanjkljivosti v tem primeru prav to. Ne spomnim se nobenega pričanja do zdaj, da bi David komu pisal ali komuniciral o nameri, da bi ubil Celeste, ali da bi se je bal, ali da bi jo hotel utišati, ali da bi karkoli priznal. Bo to prišlo na dan? Mogoče. Mislim, da se samo vračam k temu, kar je odvetnik Benarski, zagovornik, povedal sodišču na predhodni obravnavi. Po dneh pričanja dokazi kažejo le, da je bilo truplo mlade ženske prepeljano in skrito. In čeprav ti posredni dokazi podpirajo prikrivanje smrti, ne podpirajo umora ali potrebnega naklepa, ki bi ga uvrstil med umor prve stopnje, saj zakon priznava 2 obliki naklepa. In po njenem mnenju ni bilo ne ene, ne druge. In če nimaš nobene od teh, ni umora. Izrecni naklep je bil zavestna namera odvzeti življenje. In trdila je, da ni dokazov, ki bi kazali na zavestno namero pri Davidu. Trdila je, da nikjer ni izjave o nameri, da bi jih škodoval. Ni bilo nobene zgodovine nasilja ali sovražnosti z njegove strani do nje. Kako je odnos? Dokazi, ki so tukaj navedeni, nasprotje umorilskega naklepa. Prav tako je trdila, da ni bilo posrednega naklepa. Ni bilo pomembne provokacije. In pravi nasprotno, če pogledate provokacijo, je ta prihajala od Celeste proti Davidu, da je bila ona tista, ki je grozila. Trdila je, da so 3 posebne okoliščine, ki bi to obtožbo umora prve stopnje naredile upravičeno za smrtno kazen, protiustavno nejasne.
Kar zadeva umor iz zasede, če pogledate besedilna sporočila, ki so bila predstavljena, bi lahko pokazala, da je Celeste poklicala na srečanje, med katerim so tožilci trdili, da je bila ubita. Ni bilo presenetljivega napada, ker je vedela in pričakovala, da bo David doma, da je bil na spletu in igral igre, ko je prišla tja, oziroma naj bi prišla tja. Druga posebna okoliščina. Umor zaradi finančne koristi. Trdila je, da Davidova morebitna glasbena kariera ni konkretni finančni interes po kalifornijski zakonodaji, da v Kaliforniji ni precedensa za pričakovane prihodnje zaslužke. Mislim pa, da je bila to za obrambo težka trditev, glede na to, koliko denarja je zaslužil in da je imel svoj album. Kaj pa tretja posebna okoliščina? Umor priče? Trdila je, da ni bilo ničesar, kar bi kazalo na subjektivno prepričanje, da bi imela Celeste kakršenkoli interes biti priča ali udeleženka v kakršnikoli kazenski preiskavi. Ali je jasno povedala, da bo sodelovala s tožilci ali policijo, ali šla na policijo. In trdila je, da so bile vse Celestine grožnje usmerjene v to, da ga uniči družbeno in poklicno. Spet, nikoli ni rekla, da bo šla na policijo. Tožilstvo pa je temu nasprotovalo. Sodnik je na koncu odločil, da je za zdaj dovolj dokazov, da se postopek nadaljuje na sojenju. Ampak veste, izpostavljam, kaj bi lahko bili problemi na sojenju. Naslednja stvar, na katero moramo biti pozorni, je Davidov predobravnavni narok 31. avgusta. Takrat bodo uradno prebrali obtožbe. Takrat bomo dobili občutek, kakšni bodo naslednji koraki v tem primeru. Naj pa omenim še nekaj. Natana Hochmana sem v svoji oddaji News Nation Jesse Weber Live vprašal o morebitni sporazumu o priznanju krivde v tem primeru. Nisem ga vprašal, ali bi razmislil o dogovoru zaradi vrzeli v primeru. Ne, ker je zelo prepričan v dokaze. O tem ve več kot jaz. Zelo je prepričan, da lahko Davida spoznajo za krivega brez razumnega dvoma. Zdaj, vprašal sem ga, če pomislite na to, kar je bilo pravkar predstavljeno na tej predhodni obravnavi, na grozljive fotografije razkosanega telesa Celeste, domnevno spolno eksplicitne fotografije Celeste, ali želite poroto obvarovati vsega tega? Ali želite družino obvarovati vsega tega? Smrtne kazni še ni omenil, kaj ne? Ali bodo s tem nadaljevali ali ne? Ali jo zahtevajo? Je to pogajalski adut? Z drugimi besedami, tožilec, ali bi morda razmislili o sporazumu o priznanju krivde, ali želite to peljati na sojenje? In tožilec Hochman mi je povedal, da lahko David prosto poda ponudbo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify, kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock platformi. Če me želite spremljati, X, Instagram, moja oddaja na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.